Bote. Se moramo nasisati. Sotto. Saj nekaj objasni. Tule se vidi. Jaz komaj vlečem. Še je, kaj ne piše. Super, evo, bomo tudi to. No, danes smo pristali tu 1, 2, 3, pa program smo lepo izvedli. Spoštovane gospe in gospodje, toplo vas pozdravljam na našem zares, oziroma vsem skupaj našem tradicionalnem druženju pilotov in vseh ljubiteljev letalstva iz cele Slovenije. Kot ste videli, tudi ker smo sestavni del narave, je treba včasih malo improvizirati. Smo tudi tale uradni del začeli s kakšno 2-urno zamudo. Pa vendar, tudi vreme smo prilagodili tako, da bomo speljali celoten dan, tako kot smo si ga zamislili. In ker je bila najprej tekma, bom prosil Matjaža, da prebere rezultate tekme v natančnem pristajanju. Bi pa prosil Pikčija pa Adija Kužnika, da se mi tule pridružita, da podelita medalje in pa tudi ene takšne simbolna priložnost na darilčka smo nafehtali od Terma Kolimija, ki so tudi tokrat z nami. Mimo grede še pomagajo nam tudi različni prijatelji letalstva iz celotne Dravinjske doline, med drugim občina Konjice, pa še kdo drugi. Tako da, Adi, prosim, Matjaž, ti pa pridi semle, pa boš prebral, se pravi, po obratnem vrstnem redu današnje rezultate. Verjamem, da bo zanimivo, upam. Pozdravljeni. 6. mesto državnega prvenstva v natančnem pristajanju na letališču Slovenske Konjice prejme Vlado Korošec z 450 kazenskimi točkami. Peto mesto in nagrada za najbolj borbenega tekmovalca z 130 kazenskimi točkami prejme Domen Klemenc.
Mi v ženski ekipi. Najbolj borbeni. Najbolj si šel na nož. Dobro. Čestitamo. Hvala. Četvrto mesto prejme Marinka Brgle Sever z 90 kazenskimi točkami. Drugo mesto si delita Ljubo Prigoršek in Franc Andelič, oba s po 80 kazenskimi točkami. Lobo, te imaš žiti. Kjer bo Ljubo zakuš, ja. Milena, poj Ljubo takuš, ne? Jaz tebe ne bom. Ona pa sta druga. Druga, oba dva, jaz bom bil. Malo nastojen. Ja, vse v redu. Izvolim. Kaj si pejčan sem? Seveda, čestitam. Bravo. Ja, pa še to dobita, ne? Ja. Še to dobita. Pa si me rešil, veš? Samo da nisi prvi. Terme v Rimju. In čestitke. Prvo mesto prejme Miran Gorinšek z 40 kazenskimi točkami in edino nulo je stekel na celem tekmovanju. Čestitke. Leta 1992, non-stop. Zdaj pa zračunajte, koliko je bilo. Tretjega sva zajebala, veš? Bravo. Evo ga, zdaj fotko bomo naredili. Se moramo videti, da ne vesti. Ne, tu, na sredi. Ne prviš na sredi. Veš ne? Tak jako. Ni važno. Evo. Leto se moško državno, lansko leto je bilo ženska. Lani smo bili lepši. So tako kot ponovadi predstavniki različnih društev z področja letalstva in ker je Adi kar tule blizu, ga bom prosil, da kot predsednik Združenja vojaških pilotov Slovenije pove, vidim, da ima velik dolg list, tako da upam, da bo čim prej končal. Izvoli, Adi. Torej, spoštovani člani, drage kolegice in kolegi, dragi prijatelji letalstva. Najprej prisrčen pozdrav vsem prisotnim. Kljub slabi napovedi smo se lepo zbrali in upam, da bo dan še naprej potekal v takem vzdušju. Edina izmed tem, ki se mi zdi najprej vredna omembe, je žalostno dejstvo, da ob lanski 90. obletnici jadralne šole na Blokah ni bila izpeljana nobena slovesnost, niti ni bilo postavljenega ustreznega obeležja. To je za slovensko letalsko skupnost velik zamujen trenutek, ne le kot spomin na bogato tradicijo, temveč kot priložnost za utrditev vezi med generacijami in obuditev širše prepoznavnosti jadralnega letenja v Sloveniji, ne nazadnje pa tudi kot prispevek turistični ponudbi Blok. Posebej bi rad izpostavil nesebičen in zavzet angažma dr. Toneta Magistra, kapitana Aleksandra Sekernika, brigadirja Jožeta Konda in številnih drugih, ki so vztrajno sejali dobro seme, ki pa žal v bloški zemlji ni vzklilo. V preteklosti je bila neumorn motor dogajanja okrog spomina na bloške letalce gospa Martina Hribar, ki po očeh občinskega vodstva ni več primerna za to nalogo. Za njeno dosedanjo vlogo pri ohranjanju spomina na dogodke pred 80 in več leti smo ji v Združenju vojaških pilotov namenili posebno priznanje in ji bomo to listino s hvaležnostjo v kratkem izročili. No, z zadovoljstvom pa vam predstavljam še vsebino zanimivega izleta v Salzburg, ki ga pripravlja major Ernest Ferk. 7. oktobra bomo ob 13:30 obiskali znameniti Red Bullov hangar 7, kjer je zbirka letal, helikopterjev, dirkalnikov Formule 1 in umetniška razstava. V dvodnevni program
je vključen še ogled Orlovega gnezda, Hitlerjeve rezidence z osupljivim razgledom v Berchtesgadenu. Povabilo na to potovanje boste prejeli v kratkem, ko bodo znane vse podrobnosti. Namreč edina stvar, ki je fiksna, je ura 13:30 v hangarju 7. Letos je bil v načrtu tudi ogled ameriške letalske baze v Avianu, vendar pa žal ni bilo več mogoče dobiti prostega termina. V dogovoru smo za obisk v aprilu prihodnjega leta. Organizacija obiska zahteva tako sodelovanje vojaškega atašeja pri slovenskem veleposlaništvu v Rimu, kot tudi službe za odnose z javnostmi v tej letalski bazi. In je dokaj zahtevna, saj moramo ob pravem času predložiti natančen seznam obiskovalcev z obširnimi osebnimi podatki. Seznam pa mora biti overjen strani upravne enote ali notarja. Več o točnem datumu in logistiki boste izvedeli v začetku naslednjega leta. Na mednarodnem področju se bo 23. in 24. oktobra odvijala konferenca Evropskega partnerstva organizacij vojaškega letalstva EPAA. To bo v Sofiji pod bolgarskim predsedstvom. Naša delegacija bo tam, predvidoma se jo bosta udeležila Ernest Ferk in Rudi Venar. Zdaj, če bi še kdo želel sodelovati, naj se prosim prijavi. Ob tej priložnosti bo predsedovanju partnerstva prevzela Češka, morda pa Francija, ki je Češko medtem zaprosila za prednost zaradi pomembnega jubileja, ki ga želijo obeležiti tudi v okviru Evropskega partnerstva. Spomladi leta 2026 bomo sklicali tudi volilno skupščino. Tokrat je res čas, da pomladimo vodstvo našega združenja in nadaljujemo naše dejavnosti s svežo energijo in novimi zamislimi. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, Adiju, tudi za informacije, za katere verjamem, da so vedno dobrodošle. No, z nami so tudi člani senior kluba Adria, nekje se eden skriva, če bi želel pozdraviti, ga vabim k besedi, evo ga. Kapetan Ferleš. Kapetan Ferleš iz Mango. Dobar dan vsem zbiranim. Najprej bi moral povedati, da 450 zbranih točk, ki jih je dobil kdo že, tamle moj kolega, bo pripravljen, da drugo leto, oziroma imaš vso srečo, drugo leto lahko to vse osvojiš, glede na to, da moja licenca in rating veljajo samo do julija, tole srečanje je pa avgusta. Da te ne bom spodnesel. Ja. Potem moram še nekaj drugega povedati, ko sem že glih pri tem. Jaz sem že 33 let v penziji, pa bom težko pametnega povedal dan današnji generaciji. V imenu kluba seniorjev Adrije običajno se srečujemo ta novem vsak četrtek, prvi četrtek v mesecu. Vabim še tiste, ki do zdaj niso hodili zraven, pa bi lahko, da naj pridejo, ampak v imenu vseh pozdravljam in si želim več takšnih srečanj, prijetnih in polni obujanja spominov. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu AOPE Slovenija vas bo pozdravil Peter Pikči Ravnak. Izvoli, Pikči. Dober dan v imenu predsednika Blaža Vernika, ki je na letenju dela, to pa jaz prevzamem namesto njega in malo iniciative glede na to, da sem že dolgo v tej AOPI, pravzaprav od začetka. Kot sami veste,
je sedež AOPE že zdaj 2 leti v Konicah in na tem letališču je tole bazno letališče, kar pomeni, da za vse člane AOPE, ki pridejo sem leteti, je brezplačno. To smo razširili tudi na sosednje Avstrija, Italija, vsaki pride za izkaznico, tole je svoje AOPE, ki tole dobi brezplačne usluge, lenih vise ne računa, pa popuste dobi vse živo, kar imamo. Jaz mislim, da je to en velik korak bil pri tele naši AOPI. Lansko leto smo delali, tako smo obljubili, tečaj za varno letenje, za zimsko operacijo, prišli so profesionalci, tistim, ko je pa namenjeno, jih pa ni bilo, zato vabim naslednjič, ko bojo tako, ko se trudijo, naši fantje se vlaste. Imeli smo tudi za standardizacijo za flight instruktore seminar, ki to šteje za podaljšanje, je tudi bilo to pri nas. Tako, kaj velikih rigoroznih korakov ni, članstvo se ponovno veča, teda dejansko tisti, ki imajo svoje avione, se pravi lastniki, so vsi člani. Sodelujemo s sosedi, koliko se da, pa v tej smeri nadaljujemo naprej. Hvala lepa za enkrat druga. In še, sicer na zadnjem mestu, pa niso zadnje, predstavnice Društva letalk Slovenije, namenoma smo rekli, naj govorijo zadnje, ker so si izborile nekaj minutni nagovor, da predstavijo eno zanimivo knjigo, pa izvolite, prosim. No pa ta čas, dokler se pripravite, še posebna hvala Petru Karnerju, ki je vsako leto zvesto beleži, fotografira oziroma snema naše dogodke, pa ne nazadnje tudi Pikči Naju je pred par leti brcno na tisti prvi samostojni let, zdaj pa naj ugibajo. Pikči je čist siv, jaz pa nisem tako hudo. Hvala za mikrofon. Ženske rajši govorimo kot moški, zato smo si izborili nekaj minut na mesto 1 minuto, koliko so nam hoteli dati, ne? In pozdravljava lepo v imenu Društva slovenskih letalk. Jaz sem Milena Zupanič, to je Sonja Stegovec iz Nove Gorice. In me smo imele lani 35-letnico ustanovitve društva, kar smo vzeli za poseben izziv za to, da smo zabeležile, kaj se nam je v teh 35 letih dogajalo in napisale knjigo. Torej, knjigo je napisala Sonja, ob čemer se zdaj pred javnostjo ji zahvaljujem in čestitam. Zelo lepo je napisala vse o nas v tej knjigi, ob tem pa je proučila tudi vse od prvega trenutka do današnjega dneva. Sonja, in zdaj bi te vprašala, kdaj in kako se je pravzaprav ustanovilo društvo, če na kratko poveš tudi našim kolegom. No, v začetku 80-ih let nas je bilo več mladih punc, ki smo po raznih letališčih po Sloveniji letele, in zanimivo, da se je številnim od nas porodila misel, da bi se med sabo spoznale. In Milena je bila tista, ki je napisala, in še ena, ki je napisala vabilo in nas je povabila na prvo skupno srečanje. In tako smo se nekajkrat skupaj družile in 4. marca leta 1989 smo imeli že ustanovno skupščino na Lescah in takrat smo formalno ustanovile društvo. Potem smo se pa vsa leta tako družile in v bistvu v tej knjigi je vse dogajanje, ne? Kaj se je dogajalo v društvu, ena, druga, tretja, ene malo bolj aktivne, ena malo manj in tako, da v bistvu knjiga nisem samo jaz, ko sem jo napisala, je v bistvu bolj to, kdo je bil zraven, da je sploh bila kakšna tema zapisati, ne? In tako, v redu. Povej nam, našim kolegom, zakaj pravzaprav smo ustanovile društvo in kaj je namen društva in zakaj je tako dolgo, že polnih 35 let, torej prav zares živimo, tudi pod mlade, ki imamo, včasih bolj, včasih manj, kakšno leto več, kakšno leto manj. Prav prva ideja je bila ta, da se sploh prepoznamo med sabo, ne? In potem smo se pa takoj zmenile, malo smo pogledali tudi druge te listine ustanovne od drugih društev in tako, predvsem to, da se družimo, da se spodbujamo,
da spoznavamo nove stvari, da se vključujemo v druga pač sorodna društva, tudi aeroklube in tako, in da se, predvsem pa tudi, da s tujino, da se izmenjujemo, da se srečujemo, ne, in že takoj naslednje leto smo organizirali tudi evropsko srečanje pilotk, ne, ker so nas iz tujih držav takoj sprejele in imamo še zdaj kontakte, 35 let se poznamo z ženskami, smo prav prijateljce, družinske, tako da to je bilo, ne, da se spodbujamo in da iščemo nove stvari, da v tujini tudi vidiš, kaj delajo in tako, da predvsem, no, da se med sabo preštejemo in da se podpiramo, to je bilo glavno. Sonja je v knjigi vse to popisala, sama je dobila pravzaprav idejo in tudi voljo in moč, da je to napisala. Sonja, kako dolgo si rabila in kaj je te pravzaprav tako spodbudilo? Zakaj si pravzaprav hotela napisati knjigo? No, zadnjih 10 let sem mogoče malo bolj aktivno sodelovala, ker sem bila pač v upravnem odboru in tako, in sem malo več stvari imela pač v pogled in to. In se mi je zdelo škoda, da bi vse te informacije, vse te podatki, vse to kar tam nekje ostalo. Kar tam nekje, jaz sem rekla, jaz moram to nekam napisati. In ko sem se lotila pisati, sem pisala in skladala in je ratala knjiga, ne. Tako je bilo, pol smo spravili skupaj, no. Skupaj skozi in to je to. Skratka, mi smo v teh 35 letih postale prave prijateljice, sprejemamo tudi mlade, dejansko tudi pridejo in če pa koga zanima, kako nam je šlo, knjigo prodajamo danes po 20 €, sicer pa je ne prodajamo, zato ker je ne smemo, ne? Ampak to je pač en prostovoljni prispevek k nam, če bi jo kdo želel, nimamo pa jih prav dosti. Tako da, hvala lepa, da ste nas poslušali in da ste z nami. Samo še nekaj bi povedala. Ko smo se pogovarjali, je rekla Fanika, ki jo sigurno nekateri poznate, Fanika Vrečko, pilotka, ne, je rekla, Sonja, to je naših 35 let zgodovine, čez 35 let nas ne bo več, bo ostala knjiga. In to je bilo tudi eno lepo zadoščenje, ne. No, optimisti si mislimo, da bomo čez 35 let še točno tu pri Pikčijo se dobivali. Komu smem izučiti 20 €? Takole, zdaj pa mislim, da je mikrofona dovolj, ga bomo pospravili. Vi ste pa vsi skupaj vabljeni, tule vidim, da se že pripravljeno zelenjave, pripravljeno čevapčiči pa tudi. In ostanite dobre volje skupaj tule z nami, z željo, da se kmalu zopet srečamo.